Na sobotnem zajtrku smo izvedeli nekaj več o dveh celovečercih, Panika in Dvojina. Ja, ti si letos nastopila, mislim, da v 3 filmih, če se ne motim. V dveh, ja, jaz sem ful vesela in srečna in samo upam, da mi bojo še dali zasnemati. Nek trio, ne, sicer sta pač dve ženski, ne, bolj v spredju, ampak tudi Matičeva vloga je zelo pomembna. Vagoni predstavljajo tu neko križišče sveta, ne. Te tirnice, ki grejo in ki gledaš, ki grejo v nedogled in ta v bistvu pot svobode, ki jo vidiš, ampak je mogoče ne dosežeš. Danci nam niso toliko poznani, ne. Mislim, vsem danska kultura, seveda v filmih, mislim, to ne govorim, ampak tako recimo tudi jezik je blazno drugačen od slovenskega, ne. In tudi jaz, ko mi jo poslušam, pač ne razumem čist nič, ne. Mislim, da prva neka ideja je bila, da probamo biti čim bolj čustveni, tudi sliko, ne? Da se približamo puncam in da neka gledalca nežno potegnemo v zgodbo. Jaz dobivam zelo lepe odzive od ljudi, no, zelo čustvene, da film jih zelo zadane. Včasih rabimo neko naravni dogodek, karkoli, da te prisili v bistvu, da se naučiš živeti v trenutku, pa čeprav za trenutek. Ja, še vedno me zanimajo stvari, ki jih pometamo pod preprogo. Zdaj v Paniki bi mogoče rekla, da mislim, ena izmed stvari, ki se pometajo pod preprogo, je tudi to, na kak način vera doživlja svet in kako beži pred resničnimi notranjimi stiskami za nekimi sanjarjenji, ki v bistvu zelo daleč pripeljejo. Ko sem jaz roman prebrala, sem se krohotala od smeha in je bilo res težko adaptacijo narediti, ker je to tako, da bi s 1000 strani na 100 mogel skrajšati. In mislim, da je Desa fenomenalno karakterizacijo likov vzpostavila in mislim, da bi bila to tudi super nadaljevanka. Všeč mi je bilo recimo to, da je bilo že od začetka jasno, da da vera ni trapa in da sva se strinjali v tem, da mora biti to zares. Tudi recimo vse te motivne scene sem pač hotela delati na resnične emocije, ne da se, ne vem, da ti pihajo neki v oči, pa se delaš, da jokaš. Pač bilo mi je pomembno, da se to res dela na pač nekih globljih, no. Ona je probavala neke uhanje tam na Bolšjaku, je tekla z unimi uhanji, dej počakaj, preberi vsaj ta scenarij, se kaj ne, nočem vedeti, ne vem. In jaz sam zagledam in sem rekla, ti! In ona, ne, jaz ne bi nič, jaz ful preveč delam, ampak jaz sem 3 tedne pisala njen tekst in ona je bila the one in potem sem jo prisilila, je poslala in pol nekako se je umehčala. V bistvu je moja pot šla tako, da ko sem še filozofijo študirala, sem se začela scenaristiko ukvarjati. Pisanje mi je bilo od malega blizu in sem zelo rada pisala. Nisem vedela, v kaj se spuščam. Mislim, da je scenaristika ena najtežjih stvari, kar jih je. V dokumentarcih so več povedali avtorji Mame Evrope in Pravega človeka za kapitalizem. Moram najprej povedati, da film nastaja 4 leta in da je mogoče zato kolaž nekih naših popotovanj, izkušenj, kaj se je na tem, da rečemo, na tem nekem teritoriju Balkana od Italije do Grčije, bolj točne od Slovenije do Makedonije dogajalo v tem obdobju 10 let. Vprašali za snimanje, ful je težko. Ja mislim, da mi je to zadnji družinski film, kjer je to zelo težko. Mislim, res. Mi smo ujeli vse njene, mislim, ujamemo sliko itak, ampak da ujameš audio, ker je to organski, dogaja se tako v trenutku. Ampak vedno, ko sem prišla samo ta auditorij, mi je bil en obupan občutek, da ne pripadam temu svetu. Letos se pa bolj počutim tako, no. Ja. Ko smo jaz prvič videl Damirja, je igral mislim, da v Cerknem ali v Tolminu, v enem klubu in takrat me je res pač prevzelo. Še zmeraj imam to srečo, da delam filme takrat, ko me kaj prevzame, ne. In Damir je bil pač taka prilika. Res smo se prijavljali na nekatere razpise, nekaj smo probali dobiti denar, ampak kjer ni šlo nič skozi, tako da na koncu je pač to res nov budget film. Veš kaj, že cel film je en tak zelo dober miks različnih dokumentarnih posnetkov, ki jih je Dušan snemal, ali pa pač neki ljudje na licu mesta, do pol, nam rekel nekega mojega odgovora, ampak nek
tač, ki ga je bilo pa treba proti utež dodati, veš. Ja, no, v bistvu z Damirjem smo se takrat poleg tega prvega koncerta počasi spoznavali in zdaj mislim, lahko rečem, da smo prijatelji, ne. V bistvu snemanje pa tako zelo bilo, Damir je rekel, da ima kakšen koncert, gremo zraven in če se je dalo, smo šli zraven, oziroma ko se je dalo, smo delali, no, mislim, in malo smo se menili, ampak to je bil res tak spontan film, ki ne moreš in ne smeš pravzaprav preveč načrtovati.